Bam, bam, Danes je torek, 9.12.2014, ura je 22.11 zvečer. Tole so glave, podcast za legitimno preživljanje prostega časa. Pižama, intro. 44. edicija glav danes prinaša veliko razborljivih tem in pa stvari, o katerih najbrž niste še nikoli slišali. Pogovarjali se bomo o neki obskurni seriji filmov, se predvsem debatirali o nekem minuto dolgem posnetku z YouTuba. In to bo približno to. No. Drugače pa ja, najlepša hvala vsem, ki vas je zanimalo, kako izgledamo tudi v živo in ste prišli v ponedeljek na druženje. Bilo vas je lepo videti, tako da ne pozabite, vi še posebej se morate zdaj, ker ste se sončili v Anžetovi slavi in gloriji, morate nujno jeti na aparatus.si poševnica podpri in dati 12 evrov na mesec, ker drugače se bo zgodilo, da ko se boste sredi noči tuširali, se bo v ogledalu prikazal Anže in to s svojo novembrsko brado. Ki je zdaj ni več. Ki je zdaj ni več, ne? Tako da zato so meseci prišli v njih. Vsi brado gledajo. So prišli, ko so vedeli, da je nimaš več. Okay. Pozdrav tudi prijateljem iz sosednjih podcasterskih mrež, ki ste prišli, oziroma oddaj, ne? In bitni pogovori so vleteli pogledati. Reprezent pa to, ja. Tako da, metini liste pa ni bilo, ne? Zanimivo. Zamerimo. Ja, ne kažem. Tako da, ja, pejte na Twitter aparatus, pejte na Facebook aparatus.si in to je to, posledite nas, pošečkajte nas in seveda, ja, dejte, prosim, tiste 4, ali pa 12 evrov mesečno, ker s tem izkažete podporo, poveste, da vam je cool to, kar počnemo na tej mreži z vsemi drugimi podcasti. Če poslušate sam glave, dejte, pejte poslušati saj podrobnosti ta zadnje, ki smo delali weird zadeve. In je bilo kar zabavno, pa ta aparatus, no, to morate tudi poslušati, če še niste, to sem že pa zanimiv. Anže, koliko si jih zdaj že posnel? Jutri gre 91. ven. Jutri je 91, se pravi, to bo tako en dan pred glavom šlo ven, ne? Ja, res je. Ja, no, okay. Ja. Včeraj je šel 91 ven, škiri profesionalci. To morate nujno poslušati. Imaš te kakšen klip, da bi ga slišali? Ne gre ljudje. Ampak bo pa, dajmo reči, da je to jezikovno najbizarnejši. Ja, mislim... aparatus vseh časov, sploh podcast. Mislim, da to morate nujno slišati. Dajte to... naredite uslugo svoji družini, svojim prijateljem, svojim znancem, če jim boste letos decembra eno stvar pošiljali okoli, ne bo to neko povabilo k dobrodelnosti, ne bo to link na ta aparatus in vam bodo hvaležni do konca življenja. In potem, ko se vam bojo zahvalili, ker ste jim to poslali, pa dejte linke na te dobrodelne zadeve, ki si seveda splača in spodobi početi decembra, pa ne samo decembra, tudi skozi celo leto. V bistvu si toliko na hajpu ta intervju, ne? Ampak glede na to, kaj se sliši, ne skrbi, da si ga tako na hajpo. No, moraš več, to je zdaj preveč. Tako da ja, kmalu pa stata oddaja aparatusa, v kateri se obeta nekaj spektakularnega, ne bomo še povedali, kaj je to, ampak mogoče bo Anže v njej tudi v živo pokazal svojih 20 kolibrijev ujetih v jantarju, s katerim ima okrašeno novoletno drevesce, ki si je seveda kupil za denar, ki ga namenjate podpori. A moramo mi še kaj tazga povedati na začetku? Ne, smo mi že posneto tej uri kode pa to? Ne, v bistvu ne, o moj bog, ti si tak profesionalc, pa to je noro. Ja, to je tudi treba povedati, ja. No, povej. Ja, v bistvu je Microsoft ful promovira pač tale Hour of Code, to gre za en pač fin projekt, kjer se ljudje lahko učijo kodirati. In v bistvu je tako narejen, da vsi lesni, nekako začetni trajajo 1 uro in 1 uri dejansko nekaj sprogramiraš. Ne povemo, da dejansko ne gre za tako hardcore programiranje, da ne bo Gaber spet pisal bralcev. To je res, ne, ampak da ti pa pokaže sistem, kako delaš z raznimi
gradniki potem sestavljaš igro, te nekako pokaže po simplificirani metodi, se pravi, ko jim se zgodi to, naj se zgodi potem to, ko ti narediš to, naj se zgodi to in tako da to je predvsem mladim namenjeno, ne mislim osnovnošolcem, ampak tudi za ostale, ki bi radi spoznali čudoviti svet kodiranja, da se malo naučijo. Mi dva, vsi trije, ne, mi dva z Anžetom in tudi Boke smo naredili vsak svoj klon Flappy Birda, tako da to demo te linke od spota, že boš ti to zrihtal. Moj je hud, v mojem zlahka dobite čez 1000 točk, tako da se pa hvalite pred kolegi, kako to obvladate. Bom dal linke od spode, ja. Ja, tako da pogooglite Hour of Code, se bomo dali tudi link od spode, pa ful hvala Microsoftu, ki je podprl Apparatus, pa sploh fajn, ker smo lahko pol Hour of Code v bistvu promovirali, ker res je nibar fajn projekt, no. Tako da, evo. Jaz sem original Windows. Ok, to se jaz tudi, to random. Wow. V glavnem. Zdaj hočem še zgovoriti, ker pa ne bom, ker sem papak, pa ker nimam pojma o teh popkulturnih fenomenih, ne, sta me že zdaj zaničevala in nič dajala svojih 15 minut, preden smo začeli snemati. Danes se nama bo pridružil, kdo je ta, ne, s katerim sta se z Anžetom potem norce brila iz mene pred začetkom. Je naš dežurni dopisnik za nalezljive otroške bolezni in režijo. Lep pozdrav, živijo. Danes se te pa dobro sliši, Matevž. Ja, vrhunsko. Si se preselil v Ljubljano? Sem se preselil v Ljubljano, živim blizu Celovške in je boljš pretok informacij proti. Tako da dobrodošel. Povej, da v Tivoliju zdaj živiš, kaj ti filmi niso šli. Ja, v Tivoliju, v bistvu tam so mi tlele dal kaj je tale fast food, sem dobil en karton, tako da bom lahko breakdanceov prespal. Ja, to je to. Pol vsakeč, ko dežuje, se ti stene odebelijo, hočeš povedati. Ja, boljša izolacija. Matevž, zdaj povej, rekel si, da boš povedal, naredil boš nek, kot se lepo po slovensko reče, follow-up, se pravi nadaljevanje zgodbe iz zadnjih glav, ko so se z Anžetom pogovarjali o Indiani Jonesi in razkril skrivnost, zakaj je ravno Sean Connery odigral očeta Indiane Jonesa. Prvo, ne. Jaz nisem mogel verjeti, da ste videli govorili o Indiji, pa me niste zraven povano. Če še kje bolj imam red kot to, ker bomo danes govorili, je pač Indiana Jones. Ne. To je ta Savič sindrom. Ja, to je ta Savič sindrom, tako da čištekam Saviča. Če ti kaj ni prav, te lahko dava dol Skype, pa greva sama naprej. Ja. No, recimo. No, v glavnem, v bistvu kot prvo, ko sta govorila o Sean Connery, zakaj Sean Connery, ne? V bistvu je zelo taka neka zgodba, ki ni samo, kar se tiče tretjega filma, ampak v bistvu gre nazaj v začetek, ko sta Lucas in Spielberg skupaj snovala Indiana Jonesa. Gre se pa, v bistvu zgodba gre pa tako, da je Spielberg je občudoval James Bonda. On si želel režirati James Bonda, ampak ker je bil že prevelik etabliran režiser, ni mogel nikoli priti do tega, da mi bo dal brokoli, da režira James Bonda. In je pol v bistvu z Indiana Jonesom on ustvaril svojega Jamesa Bonda. V bistvu on je rekel, Lucas, jaz hočem, da je ta glavni lik tako kot James Bond. In pa iz tukaj sta štartala in pa, ko so v tretjem delu iskali, kdo bi lahko sploh bil oče Indiana Jonesa, je bil samo ena izbira. Timothy Dalton. Ja. Ja, lepa, ok, to pa nisem vedel. Jaz sam vem, da so ga neki vabili za film, ki ga ne bomo omenjali, ja. Za štirico, ne. Ja. Pa je rekel, da je pusti me z golf igram. No, sam kot mala trivia, ne, Harrison Ford je bil v štirici starejši, kot je bil Sean Connery za časa trojke, ki so jo snemali. A res, ja. Ok. Wow. Kdaj je Sean Connery sploh kakšno stvar na zadnje posnel? To je tudi že... Ne, on je v penziji. On je v penziji, on je... Njemu se je to s tistim The League of Extraordinary Gentlemen vse zamerali, potem smo sploh še kaj? Ja, očitno. Ne, on je v penziji in v bistvu dela sam še neke reklame, če dobi velik denarja in pol v bistvu daje denar, ki ga zasluži s temi reklamami v dobrodelne namene. To je pač zgodba, tako sem jaz slišal nazadnje pred 3 leti. Tako da drugače pa officially v penziji.
in se ne bo pojavilo več. Tako kot Gene Hackman, ki je tudi v bistvu rekel dosti in sploh ga ni več nikjer. Ne. Ja, v bistvu, to sem tudi jaz, za Hackmana, da je dejansko rekel, da se mu ne da več. Da bi zdaj še malo živel. A Sean Connery pa pol ni več, tako se ne brani reklam kot včasih. A je on resnično tisti, ki kroša okoli po internetu vsake toliko časa, to šte vedno, Matevž, ono pismo, ki je Sean Connery zavrnil Steva Jobsa, da bi reklamo za Apple snemal? Mislim, da je to res. V bistvu. To je legit. Ja, mislim, da je, ampak to nikoli ne veš pri teh pismih, ne, ko obstaja, recimo, danes, ko bomo govorili o Star Warsih, obstaja tudi to neko pismo. Zdaj si povedal, o čem bomo govorili, zdaj si vso... Zdaj vsa ta napetost je popustila. Ljudje razočarano ugašajo, prevrtavajo nazaj, da bojo preskočili, kličajo može v črnem, dajte nam one kemike za pogledati za zadnjih 5 minut izbrisati spomina, lepo prosim. Kemike za pogledati. Okay, kemike. Sorry, to mi je smešno, ne vem zakaj. Izgleda bi bil kuli, ali kuli? Kuli, ne? Masa, če se iztržiča. Top. Okay. Kako je to, ko priješ v srednjo šolo in ti vsi sošolci iztržiča, daš maso. Ja, baj sem, hvala, dekaj novega. Kje smo bili? Indiana Jones. Ja. V bistvu še 2 kratke stvari, v bistvu, ki ste govorila, kaj so... Ti kar, mi dva greva za žito. Jaz pa govorim eno uro. Ti pa povej tisto, česar nisem mogel povedati pred 2 tednoma. Ja, govorila ste o teh novih filmih, ki so ratali iz Indiana Jonesa ven. V bistvu sto pa še eni starejši, recimo, ki isto igrajo na to karto, recimo Alan Quatermain, ki sta 2 filma. Ja, Quatermain, ja. Ja, pa Lov za zelenim diamantom, Douglas. No, Michael Douglas. V bistvu to ima iste nastavke. No, to je res. Pa, ne vem, kdo mi je že rekel, mislim, da je bil celo Primož Gabrielčič, mislim, da mi je rekel na Twitterju, da obstaja nek, The Librarian, in mislim, da on model igra iz IR-ja, a veš, Noah Wiley not igra, da je tudi na isto forum. Ja, pa na so zadnje tudi Jackie Chan, ta božji klip, ki so ga snemali tukaj pri nas, v bistvu isto, tako nekako na to forum. No, je na to forum, ja, to je tudi res. Pa mislim, da zanč nismo omenili, da je bil pa taka Warehouse 13, ali koliko že, ki je bila neka serija, ki sicer ni bila ne vem kak, je pa glih tako eno tako kot skladišče tega tipa, ki ga vidimo v Indiji tam na koncu, se pravi skladišče, v katerem ameriška vlada hrani vse neke te čudne artefakte, sumljivega izvora, ne, in sumljivih lastnosti, in potem jih navadi morajo kakšnega not prenesti, ali jim kakšen zgine, ali morajo kakšnega uporabiti v kakšnem primeru, in je tako malo postolovska zadeva, neki na pol Indiana Jones, na pol wannabe Dr. Who, ampak tako da. Evo, še zadnja stvar povem, pa zavedno utihnem v Indiana Jonesu, da v bistvu, če se ne motim, da Riders of the Lost Ark je bil nominiran za Oscarja, za najboljši film celo. A res, a prav, ja. Wow. To pa nisem vedel. Čekaj, to pa lahko preverimo. No, da je prever, če imam prav, v bistvu. Ja, to si pa tudi tako, ne bi si mislil tega, no, iskren. Jaz sem bil tudi presenečen, ja. Sam zdaj nisem siguren, nisem šel preverjati, ampak to nekje imam v spominu, v bistvu, ker sem res bil fan in sem še zmeraj fan Indija. Ja, se je težko ne biti fan Raidersov, tako da. Dobil je na Oscarjih, je pa, da je dobil Best Art Direction, Set Decoration, Sound, Film Editing, Visual Effects, nominated za najboljšega režiserja na Golden Globes, nominiran je bil pa tudi za najboljši film, najboljšega režiserja, najboljšo kamero pa najboljšo glasbo. Wow, pa za vse. Mislim, več ali manj. To je bil, on je bil skoraj, da je bil Shakespeare in Love leta 81. Ja, to je ta primerjava, wow, kje si pa ta film. Film, ki je zabaven, ampak ker res ne rečeš, kako je bil to nominiran. Dva filma imam jaz taka, ker ne morem verjeti, da je to bilo tak Oscar hype. Ne. Eno je ta Shakespeare in Love, ki je film, ki ga jaz ne morem gledati. Res je. Pa je pa A Beautiful Mind. Ja, ali pa Chicago, recimo. Ok, Chicago je saj musical, pa rečeš, ajde, saj neki so počeli temu filmu, ne, ampak kaj pa Beautiful Mind ima veze, ok, se ne bomo šli v to, sorry. Čim pomislim na ta Shakespeare in Love, pomislim na Beautiful Mind, ki je pa tako največji bullshit, ki je dobil Oscarja ever, po moje. Wow, ti si res slabo. V glavnem Star Wars je fanta. Ja, ki je dobil 1, 2, 3, 4, 6 Oscarjev leta 78, ta prvi. In John Williams ga je tle dobo, ki ga pa za Riders of the Lost Ark ni.
Ja. Raiders. Raiders, ja, dema Raiders, ja, sorry. To pa, veš, ki ima, zmeram pri komadih, veš, kaj se je enkrat. Pa v Burger Kingu si fuljezen, če kdo reče, daj Whopperja. Ja, noben še ni tega rekel. Daj Whopperja. Ne, škere še to, pa featuring. Featuring. Najslabša stvar ever. Kaj je zmeram tako, ta model, featuring pižama. To je zmeram dobro. Tako da, ja, Star Wars je. Bil je pa tudi, nominiran za najboljši film, pa Alec Guinness je bil za stransko vlogo, režija za najboljši izvirni scenarij. Ja, in Alec Guinness je tako trpel na tem filmu, ki mi je tako žal, da je mogel delati, sploh mu ni bilo jasno, kaj snema. Ja, to sem tudi jaz bral, ja, da je tako, ampak vse samo tako vidimo, da pač je, on je v tem filmu uletel in je oddelal. Ja. Tako, oddelal je ta film. Tako kot Orson Welles v uni reklami za šampanc. V bistvu. Ampak če si predstavljaš, če se postaviš v leto 77, zdaj nama 76, ki so verjetno snemali, si predstavljaš, da tam te en 30-letnik Lukas v bistvu govori o enih vesoljih in v tem prej bil narejen 2001 Kubrick pa to. Tako. Ampak da ti nekdo o tem razlaga, in to igralcev, ki ima šekspirijansko tradicijo, kako mora vrteti meč, ne? Ja, to mora biti zabavno. Plus tega je režiser, ki je znan po tem, da ne zna režirati igralcev in da se ne sploh ne ukvarja z njimi. Ja, kar se nažalost vidi v čisto vseh njegovih filmih. Točno tako. Čim je on režiser. Kaj je že na vroče ime? Christian Haydensen, kaj je bilo že? Christian... Ne, kaj je bil? Ja, neki je. Regina H. Ja. Čakaj, je bil. Najbrž ena najbolj lesenih igralskih pač upodobitev v zgodovini človeštva. Takoj za vsem, kar je naredil Keanu Reeves. Ja, okay, ne, pa Keanu Reeves ima saj Bill and Ted za Adventure. Ja, točno to je. Tam je v redu. Tam je super, v redu. Ja. Zato je meni Keanu Reeves še zmeren cool. I know Kung Fu. Ne moram reči, da sem to rekel. Oh, wow. Excellent. Dobro, da jaz ne, vse to, ja, ok, glavno. Naprej gremo na ta stare filme. Zdaj je vam prišel trailer, oziroma bolj teaser. Teaser, 88 sekundni. 88 sekundni teaser Star Wars in zdaj imamo tudi naslov, The Force Awakens, ali The Force. Mislim, da je The Force. The Force Awakens. Ki ga dela J.J. Abrams, ki je, karkoli hočete o tem človeku reči, naredil... Mojster Lance Flera. Ja. To sem čakal, da jim reče, da we get it out of the way. Ne, ampak je naredil dva, kar se mene tiče, zelo odlična Star Trek filma. Ne? Naredil je dva Star Trek filma, posebej v drugem delu, jaz še kar ne dojamem, kako lahko vesoljska ladja v vesolju strmoglavi na zemljo. Zakaj pa ne? Ker je v vesolju? Ja, ampak okay. It makes sense somehow. Ne, ampak dejansko naredil, prevzel eno franšizo, ki je pač vsaj toliko velika kot Star Wars, temu primeru Star Trek, je naredil dva filma, ki sta ful gledljiva, sploh dvojka je moj bog, nor film, ta je Star Trek Into Darkness, je res super. Tako da zdaj, ko dela Star Wars, sem kar malo sem pomirjen, zdaj, ko smo videli pa ta trailer, Si pa želiš tega žogo v botka. Ja, ne, to itak, ne. Ne, ampak sem tako, zdaj se pa res že ful veselim, ampak jaz dejansko imam še te brzgotine, od The Phantom Menace. Ko sem bil isto napaljen, ko sem videl trailer, pa je potem prišel ta film ven, ki... Tam Phantom Menace je imel vrhunski nastavek, ta plakat dečka in odzad senco Vaderja. Sam to si videl, si dol padel. Nisem... Ja, jaz imam doma ta plakat, sem ga kupil. Sem bil takrat enkrat v Angliji in so imeli ta plakat, ki je bil tam mal Anakin Skywalker in je na Tatooinu in je senca na bajtico in je v senca je Vader in jaz sem imel to na steni. Tako sem imel več manga še nekje, nisem dano. Vrhunsko. Ampak ti si res dober. Ja, in poje pač prišel ta film, ampak ok, zdaj pa ta trailer. Ja, jaz v bistvu tako, ko si ti nahajpan za to, da J.J. Abrams v bistvu režira. Jaz sem v bistvu tako... Ta novem Force Awakens imam tak, ker sem slišal, da bo Star Wars, sem padel dol, tako, novi Star Wars, sem padel dol, tako kot vsi. Ker sem slišal, kdo je prvi scenarist, je bil tale Arndt, ki je pisal Toy Story 3 pa Little Miss Sunshine,
sem tudi v bistvu bil čist na hype. Pa sem pa zvedel, da JJ pride režirati, ne. Je bil pa prvi down, v bistvu. Sem bil takoj malo depressed. Okay. Ker mislim, da tako so takrat kruzali različne režiserje, v bistvu sem po mojem mnenju bi rad videl, da Brad Bird režira Star Wars. To bi bilo meni perfect match, v bistvu. Če Brad Bird, on je naredil The Incredibles, ne? On je naredil The Incredibles, pa je naredil Mission Impossible 4. Ja, Ghost Protocol. Vrhunski. Ja. In on je perfect. To je una, dajmo si face skozi dol. Ja, in on je perfect v bistvu za to, ampak je odklonil, ker zdaj dela ta neki Tomorrowland istočasno. Je bil že v predprodukciji. Ja, ker tudi trailer zgleda noro. Ja, noro je. Fantastik, kaj sem jaz zdaj le pogruntal. Ne, ta Ghost Protocol. Tom Cruise je fucking faceless man of Bravos. Valar Morgulis. To je to. Tom Cruise, siguren makovanc. Ja. Ziher makovanc. On jih tala. Mislim, da Tom Cruise je v Game of Thrones. Ja. Wow. On da v bistvu Airi kovanc. To je to. Zdaj, ko bom že spet taj bral Game of Thrones, čim bo Žaken v letu in bo rekel, Valar Morgulis, bom videl Toma Cruisa. Mislim, da nas bo pretental, ker si dal ime Tom Vlašiha, ne igralec. Ja. Lepa. Okay, kje smo bili tale res? V bistvu J.J. Abrams, v bistvu, ki je padel dol. Men. V bistvu mi čist, pa sem bil še bolj razočaran, ko so tega scenarista, ki že v bistvu neko osnovno zgodbo napisal, odpustil. Ampak pa me je spet malo dvignil, ki je pa Kasdan prišel nazaj, scenarist Indiana Jonesu, pa Empire Strikes Back, ne. In me je spet malo liftel, dokler nisem slišal naslova. Videl, da je J.J. Abrams zraven tudi napisal. Ja, tudi je, to je tako. Ampak pa sem naslov videl, mi pa spet malo naredil. A res, meni je pa naslov, a zakaj me je naslov v redu? Zaradi tega, ker pač midi-kloriani so največje zlo, ki se je lahko zgodilo s Star Warsom, ne? Ja. Ker to pač v neki ne veste, ta sila, ne, The Force, je bila v ta prvi originalni trilogiji nikoli ni bila razložena. To je pač samo nekaj mističnega, kar imajo Jedi in Sithi in si pač s tem živel in si verjel v to in se ti je zdel fajn, ne. Potem je šel pa Lucas to razlagati v ta novih treh, ne, in potem na koncu tako neke pač garije, ki jih ima človek, razumeš, v sebi, neke mini bitja, ki živijo in oni v bistvu vibrirajo neki z to silo in to tak. Res nisem tok za lase privlečen in zakaj sploh hiti to razlagati? Ja, recimo normalni ljudje imajo približno 2500 na celico, jedi pa tudi do 20,000 na celico. Recimo, to je bil najvišji, no, ta nivo, ki so ga zaznali, to ga imel Anakin Skywalker. Za katerega se verjame, da so ga midi-kloriani spočeli. Prav, imamo ta element brezmadežnega spočetja oziroma klorinskega spočetja, se pravi, bil očitno spočet v Atlantisu, vodnem mestu. Ja, ampak to pri Jar Jar Binksu, ali kaj? Ja, pri Jar Jar. Kjer je voda in Jar Jar? Jar Jar must die. V glavnem, ne, ampak res, to je bilo tako bedno. In zato je meni ta naslov cool, ker je pač kot The Force Awakens in da nazaj, a veš, sili, ne, da spet hoče nazaj umestiti brez midi-klorianov, ne. Tako da bi jih hotel malo zbrisati, zaradi tega mi je cool. Res. Ne, meni je v bistvu zdaj naslov cool, ko sem videl teaser. Aha, ok. Zdaj mi je cool, zaradi tega, ker v bistvu vse, če gledaš nazaj, so vsi naslovi te mal čudni, mal tak. Je v bistvu naslov je tak, ki bi ga Lucas naredil. No. Tako. Ok, to se vas strinjam. V bistvu vse, ok, niso imeli Star Wars enka, na začetku ni imela New Hope, v bistvu naslova, to so kasneje dodali, polk v bistvu spetko. Je glih kontra kot tale, ne? Indiana Jones ni imel najprej Indiana Jonesa naslovu, kaj pa imel najprej Star Warsa naslovu. Ja. Mislim, ne vem, kaj ste videli trailer. Jaz v bistvu, ko sem videl trailer, tako Jaz sem pogrešal Campbell v puščavi. Vsaj Kevin Campbell bi lahko bil, če že. Vsaj Kevin Campbell, če ne že sem jih hotel reči. Najhoj to pridati. Ti tip je mesec, ampak ima pa najbolj razmrženo frizuro v celi reprezentanci. Ne, ampak jaz, ko sem ga gledal, ne. Kampla. Kampla, ja. Ne, kako igra, kje zdaj on igra?
Ne vem, neko Avstriji se mi zdi. Zakaj ti veš karkoli v fuzbolu? Ja. Glavnem, In neč v Star Warsih. ja, točno to. Res. Ker imam pravilne prioritete v življenju, fanta. Ja, to je to. Kapo dol, pižama. Si videl ta? To je zika referenca na fuzbol, sam naštekam. Okay, ne, jaz, kar se... Da ti nam kupu golovca. To je pa old school, pa Šmarno goro boš kupil. Jaz bi tako rekel, jaz bom tako, kaj je ta najbolj kul stvar v teaserju, pa lahko vsak pove, gremo tako začeti, ker meni so v bistvu oni X-Wingi, ki direktno nad vodo letijo. Tako bolj kot Millennium Falcon na koncu, pa se lahko o meču pogovarjamo, oziroma o robotu, ne? Ampak iskren, ker sem X-Winge videl, ne? Je bilo tako, fuck yeah, če rečem van, no. Mislim, meni je bil, jaz sem tako nasmešek na obrazu sem imel, vrnil sem se v otroštvo, ko sem videl zopet leteti Millennium Falcon. Meni je bilo tako to jebačko, mislim res tako, prav nasmešek na obrazu sem imel. Prav spomnim se, bil sem v avto, sem se pelil domov iz Ljubljane in sem se prav ustavil, ker sem videl, da je online trailer in se gledal prvič na iPhonu, pa takoj, ko sem domov prišel, sem tam in gledal moje 15krat na Apple TV. Lepa. Ker to je mislim, to, kar vidiš v ta teaserju, v bistvu je to, kar poseblja, to, kar je Star Wars. To je dobro, ker so to ujeli, oziroma poštekali, kaj je tisto, kar je funkcioniralo v petki, oziroma v 4, 5, pa 6, ne. In to je tle noter. Vemo, da bo tak film. Vemo, da bo mal cheesy, da bo space opera, da bo v bistvu spet tako praktični efekti pa mešani z specialnimi efekti. Mislim, tako zelo obetajoče, no. Čeprav tako strukturno, v bistvu, če sem tako gledaš, jaz sem bolj, ker zdaj montiran film, sem bolj tako tudi še pa montažno malo gledal ta trailer. V bistvu, kaj v tem trailerju? Zmeram nekdo štarta in se nekam pele, če ste opazili. V bistvu je tako. Bam. To je res, ja. Ampak ne, to si dobro rekel, ne, da so pač probali zajeti, mislim, tako malo destilirati, ne, Star Wars pa jih dati v teh 88 sekund, ne. Mislim, 40 sekund. Ja, mislim, da je 30-40 sekund, je ostalo so napisi. Ja, ok, to je res. Ostalo je na koncu Star Wars pa muzika, ne. Tam je sigurno 20-30 sekund gre. Ja, samo več, po drugi strani so pa vse ta prave zadeve so pokazali, ne. Pa začne se na Tatooinu, ki vsi vemo, da je najboljši planet v tem univerzumu, ne. Pol imaš enega Stormtrooperja brez čelade, what is going on, ne. Ki ni kloniran. Ja, ok. Ali pa je, mislim, tle so ful debata zdaj spravlja okrog, ali so to klon, ali je Jedi, mislim, ali je v bistvu... Ni iz tega fat genoma. Ja, ni nujno, ne, mislim, če gledaš recimo Petko, oziroma Empire, v bistvu so tam... A Primož Petko bo tudi igral? Kje si Primoža Petka? Ja, ne vem, jaz sem zdaj skušal, zdaj ne bom te šale, ker se ga bojim, daj. Polej. To je tako slabo. Vse to ne skušal. Ja, se pravim, ja. Nehamo se pogovarjati o Primožu Petko. To so nevarne tangente. Ful je debat o tem Stormtrooperju, v bistvu brez čelade, ampak v osnovi, če gledaš v Petki, če se ne motim, sta tudi Luke Skywalker pa Han Solo, ki pele ta Chewie noter, v bistvu sta tudi oblečena v Stormtrooperja, ne. Možno ni noben, mislim, možno, da je sam ta nekdo se oblekel v Stormtrooperja. A ja, to je že teorija, da je ta good guy v bistvu. Mislim, ne, oni govorijo, da je nekaj okrog tega, ampak jaz mislim, da je čisto preprosto, da se je nekdo oblekel, en od glavnih likov očitno. Ja, ali pa tako en random model. To tudi nikoli ne veš. To je tudi tako, to sem prej vam rekel, v bistvu, koliko je big deal za Ameriko, v bistvu en največjih filmov, verjetno bo to en najbolj uspešnih, če najbolj uspešen film ever, ki bo prišel v kina, v bistvu štarta z Afroameričanom, ne. A to za Ameriko je res big deal, ne, če recimo zdaj vemo. Malo težko je on Afroameričanka in Britanc. A ja, ok, nisem vedel, stari. On je igral v Attack the Block, to sta gledala. Ja, to je super, ja. Ta vesoljska. Ne, to pa, kaj je to? Poglej si, pa govorili o tem. Tak nizkoproračunski sicer, ampak je super. Mislim, jaz sem ga tako nisem celega gledal, ampak je lušna zadevica. 2011, evo bomo dali tle od spodga. Ok.
na link. Čakaj, kdo je že noter, ki so te? Ja, ne, šel nekoj te drug. Mislim, da ima več teh znanih Britancev, no, sam ni. Ne, ampak to ima Luzern prav to, kar se tega tiče, da je pač, da začnejo s črncem, je kul, ne? Ja, ker vemo v originalnih Star Warsih je bil več ali manj samo Lando. Ja. Pač to je bilo to. No, ne, ni, pa Darth Vader, ne? Mislim, ja, ampak to ne. Mislim, to je razlog, zakaj je tale Earl Jones bil Darth Vader. To je en od razlogov. V bistvu. Ja, ok, ampak tako bi rekel, da je prominent lik, ne, je bil v bistvu sam Lando. Ne? Ja, definitivno. Veš, kakorkoli obrneš. Ampak ne, meni je tudi ta huda, no, tako kot sem rekel, ker se pač začne se na Tatooinu, no, ker pač ta puščavni planet, tam, ki so Skywalkerji. Puščavni planet, ki se drži bolj sam zase, ki je šel v samoto in ne šmirgle drugih. Ja, kva, zdaj se me zmeh. Puščavski planet. Ok. Kaj je pol? Meni je the best, jaz če lahko povem, meni je the best to, da se vozijo na 9-voltni bateriji. In jaz upam, da imajo tudi vse druge oblike baterij, potem da bojo plovila iz njih narejena, še posebej bi rad videl, kako se vozijo na teh malih, ploščatih baterijah za ročne ure ali pa na unite stari ploščati 4,5-voltni, ki smo imeli kot mulci za elektropionir. Tis bo dober, ko ima una 2 jezička, tam tiste mesec, da bi lahko imel kar tako pa za ročaje, ki se voz. Pa vse te plovila v bistvu so v Star Warsih tako sama čudna, ne? Če se spomnite v motorji ali pa koliko je nesmiselno plovilo oziroma v Empire Strikes Back na začetku napadajo tam na tem planetu, ki je zima. V bistvu, ko imaš te robote oziroma ki hodijo. Samohodke te velike. Ja, te, v bistvu, čak, kako se jim reče že. V glavnem, koliko je to neumno plovilo in nepraktično plovilo, če pogledaš. Zakaj? Ja, ker je dvigen, ker ima v bistvu renljivo. Ne? Okay, ja, fair enough. Ja, ok. Ampak kul izgleda, ne? Ja, sej, zgleda pa brutalno kul, ne? Mene pa v bistvu pri trailerju v bistvu to, ko začne ta Serkis govoriti. Andy Serkis, ki očitno bo imel eno od bolj pomembnih vlog v filmu. Samo vprašanje je, kako bo zgledal, ne? Ja, nekih bo na računalnik bomo narisali. A je on bil kakšen film tako, da je sploh... Ne. Razen v King Kongu. V King Kongu je imel eno vlogo stransko, tudi kot nek človek. Ja, ni bil en mornar tam na začetku, neki tazga, ne? Ne, samo on dejansko od Lord of the Rings se bada samo s tem, ne? V bistvu zdaj je igral ta Planet of the Apes, vse te pa zdaj bo očitno pri Star Warsih. Ja, najdu je svojo nišo, ne? Tako, če pa kakšen človek najde svojo nišo, je pa to Andy Serkis. In še dober je v tem, v bistvu, ne? Vse skozi vsakič tudi zdaj se pojavlja v bistvu ta neke špekulacije, da bi lahko končno bil računalniški lik nominiran za Oscarja, da bi oziroma Serkis bil nominiran. A ja, zato, ja. Valjda. Za Planet of the Apes, v bistvu. To, če ne veš, pa v Tintenu je igral tudi notar, jasno. Tudi, ja. Čeprav ima neke filmske, ima take, no, ko se tudi... Ian Adurja je on igral, to je tudi verjetno mogel biti CGI, da so pokazali, koliko je skurjan. Ja. So kar od Goluma ponucali. Isto, ja. To. Ben je ta v bistvu voiceover, a je dva, ki je zavedel ta voiceover, ki sta prvi slišali. Ne, zakaj, kako, mislim? Ja, jaz mislim, da je Cumberbatch, v bistvu. A res, ali kaj, ja. Ja, tok podoben je v enih, ker če poslušaš, v bistvu, bom dal nek si najdu primerjavo na SoundCloudu in v bistvu je tako, ker pogledaš recimo to, kar dela s tem zmajem v Hobbitu, pa to, kar Serkis le govori, je toliko blizu, da na trenutke jaz sem jih zamenil, v bistvu. Jaz sem kaj, pa ne, da on je v tem filmu. A ja, mislim, ja, pa se ga ne more vsakič ponucati. Ne, zdaj je bil Khan v Star Treku, ja. ne, tako da. No, vse zaradi tega sem takoj pomislil, v bistvu, ne. Wow. Pa zdaj bo Doctor Strange. Zdaj so potrdili, ne, da bo Doctor Strange Cumberbatch. Ja. Kva? A res, ali kaj? Ja. A to je official že? Mislim, da nekaj sem videl ene linke, ko so pravili, da so potrdili. Ste Marvel, ne? Ja, ta teden so v bistvu dali, da bo bilo je špekulacije že kakšen mesec, ta teden so pa potrdili. Ok. A pa smo že pa X-Wingih, ali kje smo zdaj? Ja, ob tega moramo te malega, ker misliš, da ta v krogu robota, ta je što Kevin Campbell, meni se zdi, ker ima to tako žogo. Ja, ne, sam je zanimiv droid, no. Mislim, tazga še ni bilo. Ja, ni bilo.
Ja, tazga še ni bilo, tako da kar jaz sem full fan droidov, tako da ta mi bo kar všeč. No. Pač... Jaz sem na netu sem videl neko fora. R2D2 plus Wilson žoga iz tega, kaj je, Castaway, je ta okay. To je Wilson droid. Ja. Ja, pa ta Game of Thrones scena, ki smo jo že zančne, ko leti s tem vele mečem, to moramo. Ja. Kaj ta je nek sit, ali kaj je ta tak temačen. Ja, on je po mojem, on bo ta... Pol sem, ko smo se to že zanč pogovarjali o tem meču, nekaj zgleda kot broadsword, ne. Kar je meni po svoje cool, je pa res, da zgleda iber nepraktično, to je pač treba povedati. Ampak mi je pa cool pol te zajbanci, to sta Boki pa pižame govorili, smo o podrobnostih govorili, ne, teh weird zadevah, tapetih. In sem šel pa to gledati in je en ful dobro naredil, ne. Ker je kao ta z broadswordom, pa nasprot tam v onmu gozdo je pa tako Jezus s križem, svetlečim in ti smelo res. Pa ta meč kot pipec narejen švicarski, pa tako ne par zelo. Par joka. Sam ne vem, ja, ampak sem to, no, ker eni so bili pač ful ogorčeni, ne. In je res, zakaj si na tem ogorčen? Tako, od vseh stvari, kar, veš, bod nad Jar Jar Binksom, ne nad tem mečom. Kle v tem traileru je toliko stvari, ki je cool, ne, da je težko razumeti, zakaj je bil ogorčen. Ne, sam je en tak gost, misliš, da je v zahodnem? Ne, to je sever, to je pa ne tečak nekem planetu. To je... Skoraj sem nekaj spoilerjev začel govoriti, bom jaz raj tih. Ja, okej. Jaz sem imel joke za Game of Thrones, da če je ta gost, ki je gor na severu, bi videli, kaj so una drevesa, kaj pa pozabim. Ja, te vršake, misliš, te weirwoode. Ja, weirwoode. Srčno drevo, to, ki ima prav še obraz gor. To, The Hard Tree, yes. Sta prepoznala hojo tega sita? Mislim, kako hod? Ja, ker ga šepa pač, okej. Mislim, vleče, tako, ki je... Ne šepa, ampak ne kot od kasta, če greš na ime, da bi en od njih ima take gibe. To misliš, ki je postran, pač. Postran, ne znam sploh razložiti, pač. Ja, pa kako hod. Jaz sem takoj v bistvu videl, grem stout. No, da gremo stout. Da ta je Adam Driver. To je Adam Driver. Okej. Zaradi hoje, resno, to je... Po hoji se mi zdi, da sem ga prepoznal. Dejmo si probati to zapomniti, da se pa lahko norca z luzerja, da je 2015 na konc leta, kdaj to vam pride. Mislim, da se kdo zapomnil to. Noben. Mogoče nas bo kdo spomnil, odko mel dobi, spomnite, ki je luzer rekel. Ampak tako, jaz ne vem, jaz s tem mečom ful nimam problemov, no, iskren. Jaz sem bil pa kar mal, sem ga videl tako, vse mi je bilo cool, vse, ki se pojavil, pa te stranske, sem pa kar mal te prvič naredil. Jaz se ga prav predstavljam, on tako, če ga res sedem, ga tako zamahne z mečem in ga ubije in naredi. In pa se sleče in je nag pod tem. Wow. Ampak ti si daleč šel. To je Adam. To je Adam. Okay. Pa pižama, ti si gledal Star Wars? Ja, gledal sem jih, sam to že ful časa nazaj, pa tako tak bizarno je, da najbolj spomin imam na nje je to, da sem ga enega, pa ne mislim, da je petka, ne je tist, ki je Yoda notar, da sem ga na morju gledal v odprtem kinu, evo, to se ful spomnim. Pa ne, se poznam, veš, ta približen zgodbe, pa to sam je že ful časa, kar jih nisem gledal teh filmov, ne, in bi jih mogel. Si sem šel tega ta zadnjega, kaj je bil čisto zadnji? Kaj je ta zadnji od originalne? Trojka, kaj so bili, The Revenge of the Sith, kaj bi bil že. Ja. Sem šel v kino gledat, ne, pa to. Je se ta edini, ker se ga splača gledati zares od te nove trilogije? To je tam, pa Luna 2 Frogerja igrata tam. Mislim, trojka je to, kar smo čakali 2 filma, ne? Ja, to je res, Trojka je v bistvu je to, kar smo vsi hoteli videti, kako ta Darth Vader nastane. Trojka je v bistvu tako, kot Lord of the Rings, Return of the King, smo čakali, da pridejo do konca. Ampak nismo, kar palke konci in kar še hodijo. Ja, in se poslavljajo. Hobita sta kaj gledala, videla, ker meni so čisto, spet hodijo. Sam hodijo, ne zanima me filmi, kjer hodijo. Ne, jaz sem ga gledal. Raj gledam maraton na olimpijski. A veš, meni je to, da se, kakor se pizdijo pri Game of Thrones, ne, kako ima Littlefinger, pa kakšni, ki ima kar te jetpack ali pa teleporte, ne, ampak kraj je to, kada bi hodil. Ja.
Pa pol kar naenkrat zmeram orli uletijo in rešijo dan. Ja, in zakaj te orli jih ne peljejo do konca? To vem, to je ta večno vprašanje. Danes smo debatirali z Izarjem, vse bil zraven, že smo imeli v pritličju in tako lušta nov plec na mestnem trgu, pejte počekirati tudi enega dogajanja, je s Izarjem zdaj tudi Stripolis, nekaj striparna in noter, ne. In Stripolis bo tudi ene stvari tam delal in so se pogovarjali o tem Bonu, stripu od Jeffa Smitha, ki sem ga jaz zdaj prevedel, prvo knjigo in je šla in je ful dobra branja, dajte to kupati. Tudi je fakt za mogo, da ti je sponzorski cash še aparatusu, ne. Tam že tem pelel, vaju pelem oba na... Aj pornografski strip? Ne, ni. Bone, dej ne. God damn it. Okay. Da je se reje pač kot nek ta Bugs Bunny meets Lord of the Rings, ne, da bi en tak feeling in smo pa pogruntali, da to bi bil the best, če bi bil Bugs Bunny Lord of the Rings, ki bi takoj vzel prst in bi samo rov pod zemljo do gore pogube in bi not vrgel in bilo. Daffy Duck bi pa kakšen ork zgrabil, pa ga "This is my little rabbit, I'm gonna pet him and I'm gonna name him George." George. Sorry, ker sem rekel, da moramo enkrat to omeniti, pa zdaj v bistvu smo že skoraj prešaltali, ampak se opravičujem. A ste gledali slučajno dokumentar The People vs. George Lucas? Ne, jaz ga nisem gledal, sem pa slišal za njega. Nisi? Ker to je dejansko tako en tak dokumentar, kjer se ljudje pač bentijo v bistvu nad ta drugo trilogijo. Aha. In na tem, kar je on počel z originalno trilogijo. Ja. Mislim, jaz sem ga malo obupal nad Lucasom, pa sem bil zelo velik fan v bistvu njegov. On je v bistvu zaslužen za toliko tehničnih napredkov v zadnjih 30 letih, ki ljudje sploh ne vejo. Ja, pri njemu je bilo tako, ne, oni so full enih stvari custom gradili za vse te special efekte, ne. In tako je pol... To je ena stvar, druga stvar je, v bistvu je recimo Empire Strikes Back je prvi film, ki je bil predvajan v kinodvoranih 5:1 surround sistemom. Ja? Ja. To je taka, ampak to res nisem vedel. Pač, ja. Ja, to pol recimo on je tle v bistvu začel v bistvu razvoj digitalne montaže. Ja, se to sem jaz videl, ker so naredili neko ekstra mizo, ne. Ja, v bistvu oni so delali pa so to Avidu prodali v bistvu, neki drugi firmi. Ampak v bistvu to so razvili pa z novo trilogijo, v bistvu so povedali digitalne kamere na profi nivoju, ki so Sonyjem razvijali. Da je v bistvu Lucas je v bistvu direktno razvijal s Sonyjem to kamero, ki so pol recimo epizodo 2 posneli popolnoma digitalno. Ne. Od začetka do konca. Ja, pa to je bil prvi tak digital workflow, ne? Ja. Od začetka do konca, ker včasih so snemali na film, pa so pol digitalizirali. Zdaj pa v bistvu epizoda 2 je bil pa od začetka do konca digitalen workflow. To, kar je zdaj danes v bistvu standard, v bistvu vsi tako delajo. Ja, pa tako samoumevno. Ampak to je bilo, če gledaš, to je bilo leta 2001, ne? Ja, ali 2 Jurija, ne? Ja. To je kar big deal, ne? Ker takrat računalniki definitivno niso bili to, kar so zdaj. Točno to, ja. Pač ja, ne, tako da to dosežete, kar v redu. Sam se te bojo imeli normalno število frame na sekundo. Ja, te imajo, te sigurno. Ja, te pač. Hobbit ne, ampak te pa ja. To se ne bo prijel. Ja, upam, da ne, ker ti se res creepy zgleda. Pač jaz sem Hobbita gledal in je weird. Pač dobi ta soap opera efekt, no. Telenovela. Ja. Telenovela, ne, vse zgleda. Televizijsko. Ja, zelo je, ampak ne, to je še slabše televizijsko. Ne. Čeprav to, folk se mi zdi, da je folk na to zdaj ful navajen, ker vsi LCD-je kupujejo, nekaj imajo vsi ta efekt skor, ne. Veš, redki. Ampak kakšen še kdaj kupi kakšno plazmo? O glavnem, to je zdaj en tak intern joke. A si slišal to? Ne. Anže je sklenil kupiti plazmo in je čakal 2 tedna, jo je gledal in sklenil, da jo kup in mu je pol ure preden bi jo lahko kupil nekdo spelo. Tako da, če poslušaj, kjer model je bil, povej, kjer model je bil, kjera plazma in če tiskajo je zdaj kupil, slučajno to posluša, naj bo božiček za en dan in naj da Anžetu to plazmo. Ne mu jo proda, Anže mu jo plača, samo Anže si jo je res želel imeti. Anže je zdaj traumira, ne? Čisto je. Slave vole že en teden zaradi tega. Krvno plazmo ima slabo zaradi tega. Plazmatično. Ja, zdaj Šapal je šel ves žalosten v štacuno in za 100 evrov nam bavil keksov plazma. In jih je zdaj razstavil, si jih je nalimal gora po steni in zdaj ti izgleda.
In ga čuti, zakaj skozi Bambi na sporedu. Forajo temu, da pač plazem ne delajo več, ne? Ja. In zdaj jih je zmanjkalo. Pač ne moreš zastarela tehnologija. To ni zastarela tehnologija, to je pač boljša slika, kot je LCD, ne? Ampak ne bomo šli v te debate. In ja, jaz sem rekel, da moj bog, ker jaz imam TV star zdaj že, ne vem, 7 ali 8 let in ga šajna in sem rekel, mogoče bi pa lahko imel proper sliko in potem je en kupo. In si se odločil 6 let staro. Lahko. Ne bomo. Star Wars teaser. Ja. Teaser, ja. Vse smo šele na 45 minutah. Ja. Mislim, da ne bo. Mislim, da danes bo sam teaser. Ne, pa pač Millennium Falcon. Ja, vrhunsko. Ja, to je pa res v redu. Mislim, kako gre pa tle, to je pa res vrhunsko. To je v bistvu, res je dobro v bistvu narejeno. To je vse CGI. Jaz, če bi na tem mestu bi citiral tega Talib Kwelija, ki je rekel, "High flying like the Millennium Falcon piloted by Han Solo. I never rolled for Dolo fronting on Miza, no. Oh, wow. No, na koncu. Ja. Ne, ali je bil pa Mos Def, ne vem, eno teh je. Ne, Black on Both Sides, to je, mislim, da je Polkarja Mos Def, to je bila njegova plata. Mos Def, zdaj ni več Mos Def, zdaj je neki. Ja, res je. Ne, ampak Millennium Falcon, jaz ga imam na mizi, na šihtu, imam Micro Machinesa, imam v bistvu Millennium Falcona, pol imam Java Sandcrawlerja, ta velikega, pa un avtoček od Luka z lukom nota. Jaz imam pa doma 6-letnika, sina, ki že to žala zdaj. 3 leta gleda Star Warse. To si moral poudariti, da je sin, ne? Da ne bi tako slučajno imamo enega od sosedov najedga. Ja. Doma 6 let. Soseda je pa pri nas boljše piškote pečemo in noče jad dam. No, v glavnem, jaz sem pol stanovanja Star Wars. Vse Lego Star Wars, vse živo in se že malo utapljamo v Star Warsih in v teh plovilih in kar groza. Ja, pa se, če se že moraš v čemu utapljati, se lahko v slabših stvareh. Ja, res. To je res. Recimo v Star Treku. Recimo. Lahko, ne bom. Te treki. Ne. Ja, ne, Millennium Falcon je res ena od teh pač pa res ikoničnih vesoljskih ladij. Ja, v bistvu Millennium Falcon je tako kot Austin Martin od James Bonda. Ja, ali pa Enterprise. Ali pa kaj? Okay. Noben Star Trek, sem edini, so sen, res sem že skoraj bupul. Ne, jaz sem gledal, New Generation. Ja, no. Ne, je pa kul, da so ga pač, da je nazaj, ne. To je dejansko tako, pač ampak zdaj, kar je kle, ne, to se reče zanimiv, ne, ampak načeloma bo še zmeram ta plan očitno, da bojo to pač 7, 8, pa 9, ne. Ja, bojo. Mislim tako, se vem, ker je epizod 7, pa to, ampak se mi zdi, da to, veš, jaz sem se v bistvu tega najbolj bal po svoje, ne, veš, da bojo, ker so rekli, da bojo šli na nov delata, ne, takoj niso čist rekli, da bo to epizod 7, ne, ampak da bojo novi Star Warsi, ker je Lucas prodal, ne. Sem rekel, veš, tako, da bojo pač spet od začetka, tako kot Batmana vsake 2 let. Ja. V bistvu, nismo povedali, v bistvu, da ta nova senka se bo dogajala 30 let po 6. Ne? Ja, se to ne, ampak veš, jaz sem točno to, kar je Pižama rekel. Jaz sem mislil, da bodo te neke reboote delali, veš, pa sedaj so vsi mladi in drugi, veš, da bo ta varianta, ne, pa očitno ne. Pa tisto, kar je meni tudi zelo zanimivo, ne, ker je to zdaj v bistvu od Disneyja, ne. In bojo mogoče to začeli tretirati kot Star Wars Universe, ne, veš, kot imajo Marvel Universe, ne. In veš, to, kar z Marvelom delajo, je kar impresivno. No, to isto bojo Star Warsom delali, v bistvu, ker Star Wars je tako, mislim, Lucasfilm je ostal tako, kot Marvel samostojna enota, tako kot je Pixar tudi. V bistvu ni del Disneyja v smislu. Ne, se to vem, ampak jaz hočem reči, da mi je kul, ki pač koliko so se pri Marvelu lotali. Da boš imel pa en film sam z Boba Fettom, en film samo Jabba the Hutt, pa to ne. Ja, spin-offe bojo delali, ja. Ja. In veš, v bistvu betting average ima kar dober, kar se Marvela tiče, ne. Jaz sem zdaj tako, jaz prej nikoli, recimo, nisem ta Captain America, mi nikoli ni dišel gliki, zato ker je že Captain America in je res tako. Ampak te dva filma sta super, mislim, to so take fajn akcijade, tako res, mislim, če že more Hollywood neki delati, je to, pač ne to delajo, no, iskren. Ja, 2 je dobra, 2. Ja, se že itak sam to delajo.
A je letos kakšen film, mislim, na naslednji let pride ven kakšen film, ki ni po stripu, razen Star Wars? Ja, ne. ne. Tako, ne, da bi jaz, mislim, za uneka vem, da pridejo vsi v stripih narejeni. Hotel sem reči Interstellar, pa sem se spomnil, da je že od zunaj. Ja, to veste, Foros, to sem glih pa zanč videl na Krektu, Star Wars strip, ki so ga delali, so ga delali že tako zelo na začetku, ne, se pravi, ko je še preden je film vam prišel, ne, so ga Marvel delali ta Star Wars in je bil pol problem, ker niso točno vedeli, kako se bo nadaljevalo, ne, in tudi obrazi pa take stvari, recimo, ne, ker je na začetku je bil neka scena z Jabba the Huttom, ki jo potem ni bilo v filmu, ne, ampak je bil v originalno v nekem scenariju, ne bi se že pokazal prvo, ampak se šele pol v tretjem in je potem tukaj v stripu pa je in je Jabba the Hutt resen tak zgleda kot tip z zlatenco pa une tiste zališče ima ob strani, kot bil un duh iz Big Trouble in Little China. Tako res bizarno in potem so začeli kar neke svoje like noter uvajati in imaš nekega tipa, ki ima kar neke budice kot ježevec po telesu, pol imaš zelenega zajca v rdečem kombinezonu z lasersko pištolo, Jackson, to je mercenary from a race of Green Rabbit people in pa še en Jedi, ki mu je bilo ime Don Juan Quixote. Okay. In je tudi zgledal tako, ne, Don Quixote pa to in tudi če bizarno, bomo dali to link, ker so res te slikice smešne, mislim, da je to še bolj bizarno kot božična specialka. A kdo videl od vaju Christmas Special, dejansko? Jaz sem ga gledal. To je nekaj tok slabo. To ne moreš verjeti, da to sploh obstaja. To je treba link dati zraven. Sej, na YouTubeu je. Na YouTubeu je, ja. To jaz nisem mogel verjeti, ko sem to videl. To je pa res tako, to je pa tako, največje posilstvo nekega brand name, oziroma pa neke entitete filmske, literarne, kakršne, to je huj, kot bi, če bi ne en Captain America igral Mihail Gorbačov. Ne? Ne, ampak ta Christmas Special je, kokar je Star Wars. Star Wars, dobro, veš, Star Wars je, veš, Star Wars, že jaz sem zelo pedanten, kar se tega tiče. In Boomerang se je vrnil. Kakor je Star Wars dober, toliko je Star Wars Christmas Special slab. Ja, če misliš, da je nekaj lahko slabš kot 1, 2, 3 epizoda, ali pa je lahko to je res shit. To je prav bolj bi bilo, če bi cel film z Jar Jar Binksi posnel, bi bilo bolj kot ta božična specialka. Ja. To je v bistvu tisti dober trash. Ja, to je toliko slabo, da je dober, ja. Ker gre v bistvu za to, da v bistvu Chewbacca praznuje kar nekaj. Praznuje v bistvu nek svoj rojsten dan. Ja, in Harrison Ford je tudi. Ja, in pridejo na obisk vsi. A šte zdaj bo pa ta prišel na obisk. Ne, noro je, ker je res v tej tradiciji pač iz Amerike. Samo moramo vedeti, mi v bistvu poznamo v bistvu filme, pa mogoče te serije Clone Wars, pa to, ne? Pa zdaj Rebellion, ampak moramo vedeti, da v bistvu Star Wars kot tak, v bistvu obstajajo knjige, v bistvu novelizacije, v bistvu vseh teh filmov, hkrati tudi te, ker govorimo o spin-offih, ne? Ker Disney kupil Lucasfilm, ni kupil sam Star Wars kot tak, kot filme, ampak je kupil zraven še, ne vem, je nekih 7000 karakterjev, ki lahko iz njih izpele razne spin-offe, ne. En od teh se skozi govori Boba Fett, pa to, ne. Tako da je to zelo zanimivo, ne. Je pa, recimo to, če se vrnem na to, kar si ti rekel, da ni izvedel, da bo 7, ne. Veste, že nekako zadnjih 20 let se zmanj govori o teh 9 filmih, ki so pol nastali, ki je Lucas v bistvu končal 6, ne. Je zmanj začel pol govoriti o 9 filmih, ker on je imel v bistvu celo, to je legenda prav, da je on poskeniral vse te igralce, Harrisona Forda, vse te, da če bi slučajno umrli, da bi lahko z njimi naprej delal. To ni creepy. To je creepy, ampak on je sposoben to narediti, če kdo, ne. To se pa tudi strinjam. Pa glede na to, da bi bili računalniški
liki pol, čist bi bili približno isto leseni, igralci pod njegovo pilko. Mislim, da ne, da bi se lahko bolj, zdaj že je toliko napredovala tehnologija, da bi bili že bolj. Ja. In če gledamo v bistvu 8 pa 9 že nastajajo epizode, ker režiserji so zbrani. 8 bo režiral ta, ki je delal Godzilla ta zadnjo. Ja, to mene malo straši, ker sem gledal ta film, tako da, ampak okej. Ja. Ampak je vse ok, ampak 9 dela pa Ryan Johnson, ki je delal tega. In tudi on piše scenarij. Ja, to je pa super. On je pa Looper je naredil, pa fan je tudi v bistvu Star Wars. Ne? Tako da it's still hope there. Ja, da se bo nekaj naredili iz tega. Ja. Ne, pa se pravi, ne, ampak to imaš ful prav, no, jaz tudi ful polagam upe v ta, da je to Star Wars universe, ne, dejansko, ne sam bomo naredili 3 filme in to je to. Ne, mi smo tle zdaj gledali v bistvu to, kar si nikoli nismo mislili, mi smo zdaj imeli tle, ker dokler je imel Lucas to rok, smo vsi mislili, da je to, da več ne more biti, ne. In pokaj Disney to kupil, je valjda kupil, da bo to delo naprej. Na seš, pri Lukasu smo mislili, pol tudi smo si na trenutke zaželeli, da bi že po prvih 3 filmih bilo to, da več ne bi bilo. Ali pa Indiana Jones isto, ne? Ja. Trojka, ne, on je tako do 3 naredi, pol pa... Ja. No, sistem, v bistvu moramo vedeti, da Lucas je režiral sam prvega. Ja, kar se pozna, ne, zato ker je pač Empire najboljši, ne. Ja, Empire, ampak v bistvu Empire je režiral njegov Fox iz Faxa, v bistvu njegov mentor, ampak je v bistvu imel film tudi imel probleme, v bistvu pa je mogel Lucas nazaj priti, pa ga na novo zmontirati in še kar ni funkcioniral in so full reshootal. In reshootal so zato, ker v bistvu Empire je bil že prvi film, ki ga je Lucas sam iz svojega žepa plačal. Dal je sam 33 milijonov in ga naredil. Ker on je v bistvu pa vsi naslednji filmih on sam financiral. Ja, ker je tam Lucasfilm dejansko nekaj pomeni, ne, tako da. Ja. Ampak a zdaj pol ne bo 20th Century Foxa prej? Ne, zdaj je Disney. Zdaj je Disney, ne, zdaj bo pač gradbo, ne. Mislim, da 20th Century Fox ima še pravice do prvih 6 filmov do leta 2020, pa gre pa to, zato ko je zdaj prodan, gre pa to nazaj, gre pa Lucas. Na Disney. Ne, Lucas oziroma pač Disney, ne. Disney. In zdaj se v bistvu Disney še bori, da bi prišel do Indiana Jonesa. Ja, kako nam bo to enkrat žal za ta Disney, ki ima vse, ne. Ja. To res, to ne vem, za enkrat je ful dober, ne. Mene zdaj zanima, če bojo polaš tako, ima on v te Star Warsi, kot druge stvari pol noter, še dajati, kako so bili to smo se zanč pogovarjali, da ne te itički, ki so noter v tem zvezdnem senatu not. Če se opazite, če pa kakšne te crossoveri iz drugih Disneyjevih franšiz se začeli pojavljati, kje not. Ja ne, recimo, ker je Disney kupil Marvel, se je takoj začel govoriti, da bo Pixar začel delati nekaj iz teh karakterjev. Pa se to zaenkrat še ni zgodilo, ne. Isto se je začel govoriti, ker je Star Wars kupil Disney, isto se je govorilo, da bo Pixar delal nekaj iz tega, ampak zaenkrat še nič ni. Prej bo Disney Animations, ne Pixar. Ja, ne vemo. Kaj so zdaj itak skoraj isti ljudje, ne, kaj je ta Ed Catmull je zdaj tudi tam šef, ne, kaj je šef Pixarja, ne, ampak. Ne, ja, ampak Pixar je še vse v San Francisco, je ločena enota, čisto. Ne, se vem, se pravi, ampak tako, če bi se že kdo lotil, ne, se bo kvečem. Ja, pa tam to, kdo menimo, v bistvu, Pixar je ustanovil Lucas in Steve Jobs je kupil od Lucasa. Ja, ker takrat še niso nič zaslužili. Ne, nič, ja. Takrat so bili res obožani v bistvu, ni bilo to, ja, to je res. Tako da ja. A je še kaj, kar se teaserja? Ma kdo še kakšen pomislek, ne? Ker mislim, da to je to, ne? Ker sam teaser, ne? Ker to je pointless, ne? Ampak ja. Mislim, meni je fascinantno to, da smo mi v bistvu, da nismo videli nobenega od originalnih karakterjev. Bum, jaz sem tudi to hotel reči. Mene je zdaj, ko sem gledal to, Max von Sydow, tako veš, kaj, on je še živ. Tako ga igra, čaka, a bo njega računalniško, greš klika, ne, on je res še tukaj. On je še vedno z nami. Ker je res, njega se, on je tudi mesec, tako eno teh, ki je že odzmeri v filmih, tam nek z vsemi temi drugimi starimi, ki igrajo coperniki. On je začel z... Veš, kaj je on začel? Ja, 7. pečat. Ja. Veš, kaj je to? V 2. stoletju. V 2 barvah.
Ja, ampak going strong, ali kako se temu reče. Mislim, tudi Kirk Douglas je danes praznuje 98. Ja, to sem tudi videl, to je tudi noro. Ja. Koliko? 98? 98. Ne, jaz sem 98. Kaj si ti 98? Ja, ok, fair enough. Okay. To je boj, da en od njegovih otrok, teh, ki ni sicer Michael, se neki stand-upom ukvarjal, precej neuspešno. In boj, da mu ni fušlo, je res popizdil nad folkom, kao, do you know who I am? I'm Kirk Douglas' son. In eno stane, no, I am Kirk Douglas' son. In pa še naprej, no, I am Kirk Douglas. Wow. Vrhunsko. To je dobro, da so se heklerji zmenili, da bojo Spartacus joke imeli. Ja. Lepa. Ja, nač, manci, to je pol to, ne? Imamo še kakšno tako zanimivost na hitro za povedati. Čistko mogoče Igor je tudi ful, ne? To moramo tudi povedati. Ja, ful jih je, ful. Ampak... Jaz zdaj igram najboljši Star Wars špil. Kjer je? Knights of the Old Republic. Kotor, ki se ga dobi na iPadu. Kaj počneš že? Dej povej, kaj počneš. Ne, se jaz ga nam igral, ker nimam cajt, ampak sam povej. Kaj sem zdaj v Hearthstone čisto že. V bistvu je taka, v bistvu je farapajka, ne? Sam je tako narejena, pač potezen boj, ampak zgleda real time, pa v 3D-ju hodiš okoli, imaš partijo, tako enega Wookieja imaš zraven, pa različni liki se malo pogovarjaš, raziskuješ po planeti, hodiš, pa zgodbovno zelo podprta zadeva in res je, po mojem najboljši Star Wars špil ever. Pismo, jaz ne upam več nobenega gema, stari, jaz sem že 2krat vzdravljen, ni gamer. Ne upam. Ti bomo Hearthstone pokazali. Ali pa se zdaj ti damo manj sweeper, ti odpremo pa nesli. Stari, moj lowdown je bil football manager. To, 10 ur na dan. A Kampal je notar? Še ni bil. Da pripeljamo full circle stvari, tako da. Ja, očitno bomo res filme, pa to bomo mogli biti ekstra, ker očitno se... Ja, mene je to malo zaskrbelo. Mi smo v 88 sekundah govorili, koliko cajta? Uro. Pa je dobro, se je bilo Indiana Jonesa malo, tako da s tem se lahko lažemo. Dajmo pa tole zdaj zašpilt na tem, pa dajmo vsaj še tako reči, a je kakšna stvar, ki jo trenutno tako gledate TV, da jo na hit priporočimo, kaj jaz sem zdaj za nazaj se z mojca pogledala, ker smo ostala pri Homelandu na 2 delih 4. sezone in sva zdaj čez vikend sva jih pobinjala vse ostale in kar tako široka usta in čeljust dol in sem bila ful vesela, da sva šele zdaj gledala, ker sem namest 2 tednov samo 2 dneva morala potem čakati nazaj ta zadnji del, kjer je totally Jack Bauer 24 shit tako da super je, mislim, da je bilo tisto, kar se je zgodilo na koncu 3. sezone, kar bi se moralo že na koncu prve ali vsaj druge narediti, da je zelo pomagal, da se vidi dejansko, da Carrie kamorkoli vržeš, bo drama okoli in ne nuca drugih zagenerira, čeprav se vidi, da ima nek ta vzorc, po katerem deluje in ki se tiče genitalij ljudi, ki jih zaslišuje. Hvala za ta zadnji stavek. Jaz bi pa v bistvu rekel, gledajte Colbert Report, če ga niste, ker se izteka. A ga že letos konča pred novim letom? Zdaj, mislim, da je par šov, danes je imel Obamo v gosti. To sem videl, Ja, ker gre na CBS, ker bo zamenil Lettermana, ne. Ampak to ga bo še enkrat... Mislim, druga polovica leta najbrž, oziroma sploh se še ne ve točno datuma. Ja, ne ve se še, ker v bistvu Dave še ni točno, mislim, da rekel, nima nekega datuma, kdaj bo šel, ampak on pa že zaključuje. No, tako da zdaj... Ampak on ne bo Jay Leno scene. We shall see. Yeah. Ampak ja, da bojo lahko naredili, kako je že Late Watch, ali kaj že bil un TV film legendaren. Tisti je bilo super takrat, ki je pol, un Conan, ki je imel takrat tune ta zadnje, ki se je prav norca delal, koliko denarja lahko zapravimo v zadnjih dneh šova. Jaz pa gledam to, da se zima je tukaj. Priporočam še enkrat Fargo. Ta lobiranje, ja. Fargo, drugače pa v bistvu spet še enkrat gledam Bron Brojen, The Bridge, dansko. Jaz sem mislil, da imaš izrezane samune scene iz Game of Thrones, kaj je Bron not. Bron Brojen je tako top. To
Skoraj bi rekel, da boljše kriminalke tudi Amerika ne zna narediti. No, Amerika jo je pol, ne? Bridge. Ja, ki je disaster. Ja. Pa imaš pa še britansko, to smo mislim, da smo omenili, pa The Tunnel, ne? Za tiste, ki res živite, ne vem, v Trnovem in še niste gledali. Slišali ste verjetno, ne, da pač začne se s tem, ker na mostu, ki je meja, najdejo truplo, za katerega se izkaže potem, da je sestavljen iz 2 trupel. In pač ta tunel je pa potem britanska. To je že spoiler. Ja, se jih hoče reči. Vse to je v prvem delu, no, ti povedali. No, okay, to je res, ja. Res, in je, pa igra Steven Delane noter, in totalno drugačen lik, kot je ta njegov Stannis, ki je ves zategnen s kolom uriti gor do hipofize, ne, tam je pa en tak zelo nonšalanten, malo fičfirice, tako malo se deluje na začetku. In, je pa Brooklyn Nine-Nine, The Pontiac Bandit has returned, zdaj to je bilo. Pa Roza se je smejala. Dejansko Roza je imela, to je bilo, jaz sem mogel 2-krat nazaj preleteti, če sem prav videl, ker se mi zdel, da je nekaj narobe z njeno faco, pa ampak se mi zdel, da nima črnih kos. Ja, Brooklyn Nine je cool, ja, to je res. Ok, Luzar. Kje za tebe najde na internetu? Na internetu tipkaš moje ime in primek, pa verjetno pade ven Twitter najprej. Ja, Afna Mateus Luzar si ti, ne? Tako da, res je. Pižama, kje se pa tebe najde na internetu? Mene se pa najde na Afna Pizama ali pa na pizama.net ali pa na Facebooku Pizhama. Ok, jaz sem na Twitterju AfnaNZT, drugač pa Aparatus obstaja, tam so še eni šovi, lahko res te pogledati. Podrobnosti, Aparatus, Upgrade. Ja. Pa že živi tudi svoje dvojno življenje v anglosaksonskem svetu. Okay, lahko. Zdaj, moramo povedati, to pa je zgodba. Dajte poslušati, pa se je na lik je na Aparatusovi Facebook strani. Anže je namreč povedal, tle bomo pa spoilali, zato da folku ne bo treba, ne vem, koliko poslušati, ampak bil je gost, v katerem že Clockwise. Ne, in je na vprašanje. Super si se držal. Na vprašanje, kaj je tvoja najljubša božična pesem, dejal Snežinka, ki pada. Tako da, če potrebujete DJ-ja za kakšno novoletno ali pa božično zabavo, dajte povabiti Anžeta in pride. Bo super, zavrtel bo Snežinko, ki pada, imel bo čaše polnočje, tudi božje migljajo, za tiste bolj religiozne, tako da to je Anže in njegove komadi. Ful je zanimiv te prehodi, ne sploh, kad ta prvih 15 sekund komada zmeri manjka. Ja, in ob 3 zjutraj on, ko se navličate, začne Roxette vrteti. To je res. Jaz sem imel včasih, če smo kje musko, tako pa, ki je bilo treba zaključiti, sem imel tiste DJ Romantika 3, ki je zagotovo pregnal vse ljudi, ki so še ostali. Sealed with a Kiss, Crying in the Rain, pa še Seasons in the Sun, potem za konc. To je pa da umoriš za malo. Optimizem do konca, ja. Če sem bil še posebej židane volje, sem kdaj tako mat, kar vmes kaj zavrtel. Verjetno je tudi to razlog, da sem vrtel samo na eni žurki. Okay. Hvala za Snežinko, ki pada. Ja, in če se vam že smili in bi radi, da bi se naučil lahko pravilnih naslovov komadov, donirite 4, 8 ali 12 evrov mesečno na mrežo Aparatus.si, da si bo že lahko kupil vse tiste CD-je, veste, DJ Bobber Svizec predstavlja božični mix DJ Time 68 in tako naprej. In da se že naučiš vse božične komade od Kalifornije, pa od Two Brothers na pamet, in da naslednjič, ko bo vprašan v kakšnem podcastu, sem pa ga pa zafrknil, ko je rekel, kjera velikonočna pesem ti najbolj všeč. Je mu rekel 3-4 zdaj in rečemo adijo. Ne, veš kaj, danes moramo reči May the Force be with you. To moramo reči. Ok, 3-4 zdaj. May the Force be with you. To je odlično, profesionalci. And your father. Ajde.